Na brniškem letališču pa so zjutraj odmevale škotske dude. Tako so pozdravili prve potnike, ki so leteli na Škotsko. Slovenija je namreč dobila prvo letalsko povezavo med Ljubljano in Edinburghom. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo našo in škotsko prestolnico povezoval dvakrat na teden. Sicer lahko potniki v poletnem voznem redu, ki je že začel veljati, 24 prevozniki letijo na 30 različnih destinacij. Na letalski promet pa seveda že vplivajo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Lete je začasno odpovedal Fly Dubai. Kakšne bodo še posledice? Bomo zaradi dražjega goriva dražje tudi leteli? Tanja Volmut. Škotska jutranja budilka pri izhodu B2. Malo smo presenečeni nad tem, kar se dogaja. Hello, hi. For the first flight. Thank you. Welcome. So cool. Yeah, it's great. Had no idea. Lažja logistika tudi za slovensko-škotski par. We live in Predvor, so it's zelo blizu, and in Edinburgh we will be able to have lunch in breakfast in Predvor and lunch in Edinburgh. Takole je prvo letalo iz Edinburgha pristalo na Brniku nekaj minut po 10. uri. Very excited, yes. First time here. Looking forward to it, yeah? It's your first time in... First time in Slovenia, yes. Why did you choose to come? Lake Bled specifically. I wanted to see Lake Bled and the Pustana Caves as well. Kljub hladnemu vetru, nekateri Škoti v kratkih rokavih. It's not cold for you. No, good Scottish, just like good Scottish weather. Preden je posadka z okoli 100 potniki odletela nazaj v Edinburgh, še slavnostni prerez traku. EasyJet bo v škotsko prestolnico in nazaj letel ob sredah in sobotah. It was 2 hours, 20 minutes, so pretty quick, yeah. Easy flight. Very easy flight, yeah. Such a beautiful view coming in over the mountains as we came in. And not just Edinburgh, but opens up the whole of Scotland. The universities, the tourism, the mountains, the whisky. Na Brniku je število potnikov tudi marca raslo. Imamo tako za Benetkami največje število rednih letalskih prevoznikov in samo dvakrat v zgodovini se je zgodilo, da je število povezav bilo večje kot je zdaj. Kaj pa pomeni za letalstvo kriza na Bližnjem vzhodu? Zaenkrat velikih posledic na Brniku ni, pravijo, so pa že zaradi višjih cen goriva. Zaenkrat pač po naših informacijah se na področju povečevanja cen vozovnic že dogaja. Nekateri prevozniki izkoriščajo pač razmere in dražijo vozovnice. Upajo pa, da prevozniki ne bodo manj leteli ali letov celo odpovedovali. Pričakujejo tudi običajno poletno sezono s čarterskimi leti na priljubljene turistične destinacije.